V bližini letališča v ameriški prestolnici Washington sta sinoči v zraku trčila potniško letalo in vojaški helikopter. Nato sta strmoglavila v reko, po obsežni in zapleteni reševalni akciji kaže, da ni preživel nihče. Na krovu letala družbe American Airlines, ki je v prestolnico letelo iz Kansasa, je bilo 64 potnikov in članov posadke, v bojnem helikopterju pa 3 vojaki. Kaj je povzročilo nesrečo, še ni znano. Predsednik Donald Trump pa za tragedijo brez dokazov krivi demokrate, ki naj bi v imenu enakosti spodbujali zaposlovanje nesposobnih ljudi. Poroča Tadeja Lampret. Namesto rutinskega pristanka na jasen večer katastrofa, ko sta potniško letalo in helikopter po trčenju strmoglavila v reko. 30 sekund pred tragedijo je kontrolor letenja vprašal. Na to pa samo še. Letalo s 64 potniki in člani posadke ter helikopter s 3 vojaki sta končala v ledeni reki Potomac ob letališču Ronald Reagan. Takoj se je začela obširna in zaradi mraza še bolj zapletena iskalna akcija morebitnih preživelih. A zdaj je jasno. Any survivors from this accident, and we have recovered 27 people from the plane and 1 from the helicopter. Med potniki na letalu naj bi bilo 14 drsalcev z družinami, ki so se vračali s prvenstva v Kansasu. Med žrtvami sta nekdanja svetovna prvaka iz Rusije, zdaj trenerja v Bostonu, Evgenija Šiškova in Vladimir Naumov. This is devastating. We are all hurting incredibly. It collided with a military aircraft on an otherwise normal approach. And at this time, we don't know why the military aircraft came into the path of the PSA aircraft. V preteklosti so se že vrstila opozorila o izjemno gostem prometu nad Washingtonom. Toda sobivanje letal in helikopterjev je vsakdanji pojav. Everything was standard in the lead up to the crash. Now, obviously, something happened here. You'll get more information and more details as this investigation moves forward. Oglasil se je tudi predsednik Donald Trump in dejal, da gre za tragedijo groznih razsežnosti, a jo je takoj politiziral in za nesrečo brez dokazov okrivil demokrate. Politika enakih možnosti in raznolikosti po njegovem zagotavlja službe nesposobnim ljudem v letalstvu. I put safety first. Obama, Biden and the Democrats put policy first. The FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. Jasno je, da je šlo nekaj narobe, a v trenutku, ko preiskava ni končana in ko iz ledenega Potomaca še odstranjujejo trupla žrtev, mnogi menijo, da je predsednikov odziv neprimeren.